Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bom odgovarjala na vprašanje gospe, ki sprašuje, kolikokrat mora ponoviti določeno težavo, ko čisti podzavest z zdravilno molitvijo dekodiranja. V glavnem, za vse tiste, ki ste se že lotili čiščenja podzavesti, pa mogoče majčkeno spodbude tudi za vse tiste, ki mogoče razmišljate, da enkrat bi bil pa mogoče čas, da začnete čistiti. V glavnem, zdravilna molitev dekodiranja načeloma deluje tako hitro, da v bistvu ena molitev, ena težava. Se pravi, sama, ko sem iskala za sebe pač rešitve na moje podzavestne programe, recimo eno takih programov je bil: potrebo imam potem, da se vedno počutim kot žrtev. In kaj to pomeni? Jaz sem imela nad sabo oglas, kjer je pisalo, kjer je kakšen, ki bi mi lahko pritisnil na mojo rano, da se bom počutila kot žrtev. Dobrodošel, jaz ga iščem. In seveda sem dobila same take odnose, ki so pokazali, kje imam jaz mojo rano. Se pravi, vedno znova sem pristala v vlogi žrtve. Dokler nisem ozavestila, da imam v osnovi program, celo potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Se pravi, kot da bi bila zasvojena s tem, da se počutim kot žrtev. In seveda, zdaj mnogi pravijo, da moramo pogledati v zgodnje otroštvo in potem, če pogledamo zgodnje otroštvo, se moja mama počuti kot žrtev? Ja, ona je kriva. Ne, nič ni ona kriva. Jaz sem si kot duša izbrala točno takšno družino, kjer ima podoben sistem vrednot, se pravi teh žrtev in tako naprej, teh negativnih vrednot, da sem lahko ozavestila moje težave in da jih bom lahko pozdravila. Se pravi, točno take odnose potrebujem, zato da bom moje podzavestne kode lahko počistila. Zdaj, kako jaz razumem te zadeve, kako grejo te vzorci, kako se prenašajo. Dobesedno se vsi vzorci nanesejo na energetski, drugače vam bom povedala. Dobesedno vsi podzavestni vzorci vplivajo na to, da se jaz pod prvo lahko, da me nekje boli, da se slabo počutim. Po drugi strani pa se prenaša na energetski del tega mojega ustroja, se pravi aure, in se prenaša dobesedno v večnost. Se pravi, iz enega življenja nesem to v drugo življenje, dokler ne ozavestim in dokler ne počistim. No in zdaj, če gledam, recimo, tukaj imam, ko imajo čakre žur, knjiga se mi je odprla pri srčni čakri. In recimo, sovražim in ustavite ime. In na prvo žogo večji del ljudi reče: ne, jaz nikogar ne sovražim, jaz sem dober človek. Ampak, ko pa damo noter sovražim dušo človeka, se pogosto izkaže, da dejansko nimamo sovraštvo do človeka, do fizično v tem življenju, ampak vlečemo nekaj iz preteklih življenj in ta nekaj iz preteklih življenj pomeni, da je neko sovraštvo, neka nakopičena energija. No in to sem jaz tudi sama pri sebi mogla počistiti. No in zdaj prva zadeva. Ko sem iskala rešitve na moje težave, sem prišla do zdravilnega kodeksa dr. Alex Lloyd. Začela sem izvajati zdravilni kodeks in prišla do zaključka, da ne pridem nikamor. Za eno težavo sem potrebovala 3 mesece. Zdaj pa pomislite, ena težava. Jaz sem pa imela potreba potem, da se počutim kot žrtev. Imela sem sovraštvo. Strah me je bilo priznati moja čustva. Imela sem potrebo po izkoriščanju. Imela sem potrebo po zlorabi. Se pravi, že samo za te 4 zadeve potrebujem 1 leto. Sem rekla, jaz rabim 300 let živeti, da bom to počistila v enem življenju. No, in zato sem iskala naprej in prišla do zdravilne molitve dekodiranja. In ta zdravilna molitev dekodiranja gre na ta način. Tudi imate posnetek, lahko poslušate posnetek. V glavnem, pomembno je, da izpostavimo najprej težavo. Se pravi, zdravilna molitev gre na ta način. Na pomoč kličem vse svetle sile, vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše,
ki so povezane, recimo tako kot tle, s sovraštvom do duše tega človeka. Ali pa recimo, potrebo imam po kroničnem stresu. In iščem odnose, ki mi povzročajo kronični stres. Vedno znova in znova. Ali pa recimo, potrebo imam po recimo povečano oksidacijo na celični bazi, imam zaradi tragične smrti v zadnjem življenju. Recimo, lahko preizkusite z mišičnim testom, če ste mogoče v zadnjem življenju umrli tragične smrti. Ogromno ljudi predeluje čas druge svetovne vojne in če ste v času druge svetovne vojne umrli nasilne smrti, vas je mogoče strah v tem življenju vseh novic, ki spominjajo na vojno, na vso agresijo, na vse, kar spominja na neko vojno, vam predstavlja kronični stres. Vi morate ta strah počistiti, ne? Zato, ker pač svet je tak, kot je. Vojne se dogajajo. In če mene vsakič, ko slišim neko novico o vojni, vrže iz tira, pomeni, da imam jaz problem. Ne? In jaz tega programa nimam, to pomeni, da je meni čisto vseeno, če se vojne dogajajo, pač naj se dogajajo, naj se pobijajo med sabo, pač jaz živim mirno življenje. Vem, pa rečete, pa ne moš tako živeti. Pa že lahko, menda. Jaz živim, čeprav ne vem, kaj se dogaja v Ukrajini, pa še kje drugje po svetu, ker a je to pomembna novica zame? A bo meni izboljšalo to moje življenje? Ne. Pa moraš biti na tekočem? A res? Mogoče pa res, ne vem. Meni ni treba biti. Res je, da ne moramo v zelo pametnih pogovorih sodelovati, ker res nimam pojma o svetovni politiki, niti nimam pojma, kaj se z borzo dogaja, ampak vem pa o drugih stvarih, bolj pozitivnih stvarih, kar nekaj stvari in dejansko na to pa imam vpliv na konec koncev in to vpliva na moje življenje. Ne? Se pravi, če se vrnem nazaj na zdravilno molitev dekodiranja, jaz izpostavim težavo in če dam roke v modro za moč in vdihnem skozi nos in izdihnem skozi usta in jih dam na srčno čakro, vzpostavim povezavo med srčno čakro in kronsko čakro in se dobesedno odpre dotok Božje svetlobe, ki čisti vse kode, ki niso svetloba. To je v bistvu na ta način, kot če bi jaz pritisnila na računalniku na tipko delete, se pravi briši. No in potem, to je pa zdaj iz zdravilnega kodeksa, dam roke v klunček in jih usmerim na 4 zdravilna središča in si zraven ponavljam, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo, s tem se zgodi, da dobesedno aktiviram svoja zdravilna središča. In sicer prvo zdravilno središče je tukaj povezava s čakro tretjega očesa, povezava s hipofizo, hipofiza dela elektromagnetno polje z epifizo in se dobesedno vzpostavi tok nove svetlobe. Ko usmerim tukaj na ščitnico, ščitnica vemo, da vpliva na mnoge hormone v našem telesu in ščitnica direktno vpliva na delovanje srčne čakre in nadledvičnih žlez. Hkrati, tukaj, ko dam še na te točke pri ušesih, se aktivira stanje nadledvičnih žlez, nadledvične žleze pa vplivajo na zmanjšanje stresa na celični bazi in ko usmerim energijo tukaj v sence, dobesedno vplivam na stanje epifize in se spet aktivira elektromagnetno polje med žlezami v našem telesu in avtomatično sporočilo, da se vsaka celica polni z novo svetlobo, z novo energijo, gre vsako celico. To je prav mehanski proces. Naslednja zadeva, tretja točka pri tej zdravilni molitvi dekodiranja pa je, da vi date pred seboj roke v položaj blagoslova in v bistvu med rokami nastaja kot elektromagnetno polje. Tisti, ko ste bolj občutljivi na energije, lahko tudi takole aktivirate delovanje vaših rok, pritisnete na sredino, lahko tudi tako, da podrgnete roke
in dobesedno se vzpostavi elektromagnetno polje med vašimi dlanmi in vi v bistvu delate hologram. To pomeni, da kot bi ustvarjali novo realnost, novo sebe. Dobesedno s tem, ko date roke v položaj blagoslova in si predstavljate, kako živite bolj srečno življenje, kako ste bolj zdravi, vi s tem ustvarjate novo realnost. Zdaj pa pojdimo na eno vprašanje. Zadnjič sem govorila z eno gospo, ki si je poškodovala nogo in je rekla, da vstavlja v zdravilno molitev dekodiranja, vedno reče moje težave s kolki. Mogoče je premalo, mogoče bi bilo potrebno dodati v zdravilno molitev dekodiranja ne samo težave s kolki, ampak mogoče je tukaj povezava s korensko čakro, mogoče je tukaj povezava s spolno čakro, mogoče je kakšen od teh programov, in sem spet pri knjigi, ko imajo čakre žur, recimo strah meje življenja, strah meje izražanja, strah meje črne magije. To je vse povezano s korensko in spolno čakro in v bistvu ta bazen energije, ki ga imamo mi med kolčnimi kostmi, je dobesedno naluknjan. In kdor ima težave s kolki, tudi s koleni, bi mogel iti dobesedno po knjigi, ko imajo čakre žur, in počistiti vsak program, ki je recimo strah me je, da bom spet ranjena. V duši nosim potrebo po zlorabi. Ali pa recimo, če grem naprej. Potrebo imam po samosabotaži, potrebo imam po prostituciji in se na nek način razdajate v tem življenju in ko bi bil čas, da zaračunate, rečete, saj jaz pa ne rabam, je že v redu. Halo? Čakaj, a živiš od ljubezni? Ne, jaz sem dober človek, pa zato ne računam. In veste, da sem se že večkrat smejala, ampak stranke moje imajo program, računajo samo kurbe, jaz nisem kurba, zato dam zastonj. Ok, pa daš zastonj, ne? Ok. Strah me je napredovanja in tako naprej. Spolnost je grda, spolnost je greh. Vsi ti programi se pač zapisujejo na določen del, tukaj to je spolna čakra, in med spolno čakro in med korensko čakro, spolna čakra je na sramni kosti in korenska čakra je na dnu trtice, nastaja spet elektromagnetno polje in to je bazen energije. Vsi, ki imate težave s kolki, z rodili, s prostato, s križem, s koleni, z nogami, je naluknjan ta energetski del vaše energije. In je čas, da to počistite. Se pravi, zdravilna molitev dekodiranja za vsako težavo posebej. Potem vdihnete, izdihnete, roke v klunček in naslednja stvar, blagoslov svoje srečne bodočnosti. In če si poleg še predstavljate ali pa ponovite na koncu ali pa večkrat si ponovite, zavedam se, da sem ljubljeni otrok stvarstva. Zavedam se, da je zame vedno poskrbljeno. Sprejemam zdravljenje na vseh nivojih. Jaz sem bitje svetlobe. Zame je vedno poskrbljeno, ker sploh to so temeljna prepričanja. In če imate občutek, da ste za vse sami in da morate biti žrtev, boste vedno nečesa se oklepali in boste imeli verjetno težave s sklepi. Zato je tako pomembno, da spustimo in da rečemo, ok, verjamem, da zame bo poskrbljeno. Prejšnji dan sem nekaj brala na Facebooku in piše en stavek, mi je bil smešen. Brez ljubezni nihče ne more živeti, nekaj takega. In naprej razmišlja avtor tega razmišljanja, v glavnem nisem si zapomnila kdo, ampak a niste pomislili na to, da mi ljudje ne moremo živeti brez kisika. In je to dejansko še bolj pomembno. In to je v bistvu že to, da imamo kisik, ki je izraz božanske ljubezni za nas, se pravi, da imamo v vsakem trenutku zadostno količino zraka za naslednji vdih. In načeloma skoraj nikogar ni strah, da ne bi imel zadostne količine kisika za dihanje. Tako da ja, glejte, zdravilna molitev dekodiranja res pomaga.
In vidim pri tistih, ki delajo korake, kakšne premike so že naredili. Pomembno je, da se začnete zavedati tega, da vi ste odgovorni za svoja čustva, pa ne za potlačitev svojih čustev, ampak da vaša čustva vam kažejo, kje ste, na kateri točki ste, kaj imate za narediti in kaj imate za počistiti. In boste videli, korajžno se lotite teh korakov, stvarstvo vas bo odprlo. In takrat, ko začnete čistiti eno stvar po eno stvar, in načeloma ni potrebno ponavljati teh zdravilnih molitev, ena molitev za eno težavo, in potem lahko z mišičnim testom preverite, kje ste, in greste naprej. Tako da, ja, tako delujejo te zadeve, tako da veselo na delo in boste videli, koliko je lažje živeti, ko počistite podzavestne kode. Dobesedno se osvobodiš. In zakaj to delate? Zato, ker je čas, da se imate bolj radi. Uživajte, vse dobro vam želim. Naj vam pri tem, kar delate, pomagajo vsi angeli, ki pomagajo pri čiščenju vašega energetskega polja. In boste vedeli, življenje je lepo, ampak je res lepo. Uživajte.